Dober večer. Po svetu je vedno več vojnih žarišč. Evropa se oborožuje. Stara zavezništva razpadajo. Bodo vojni vetrovi zapihali tudi proti Zahodu? Kako smo pa pripravljeni, če pride do najhujšega? Tu pod Ljubljanskim gradom v Grajskem griču se skriva kar nekaj zaklonišč, za katere skrbi civilna zaščita Slovenije. Te bunkerji, ta zaklonišča so zgradili Nemci med drugo svetovno vojno. Bi pa lahko tudi danes preživeli v njih? Preverimo. Jaz mislim, da. Pridite. V srednjem veku in v času obleganj so kralji in mestni velikaši ljudem svetovali, naj predvsem shranijo veliko zalog žita, sušenih mesnin, če so bili bogatejši, in pa seveda nekaj alkohola. Verjetno je lažje preživeti, če si rahlo vinjen. Med drugo svetovno vojno se je pa seveda izgradilo več zaklonišč in protibombnih bunkerjev, kot je tale. Tega so izgradili Nemci. Takoj, ko so italijanski okupatorji odšli, so se Nemci takoj odločili zgraditi bunker za prebivalstvo Ljubljane in takih je kar nekaj tukaj pod Ljubljanskim gradom. In verjetno prav zato ta bunker še vedno stoji. Stara dobra nemška roba. Med hladno vojno so se pa oblasti začele bolj resno ukvarjati s tem, kaj vse bi ljudje potrebovali v zaklonišču, če nas pričaka nuklearni Armagedon. Potrebujemo pa seveda hrano, ki se ne pokvari, zato je v konzervah. Zdravila, obleke, deke in ne boste verjeli, knjige. In upam, da take, ki nam bodo pomagale civilizacijo dvigniti iz ruševin. Ko zatulijo sirene, ni veliko časa. Zagrabimo najnujnejše in dobimo se v zaklonišču. Kaj pa menite, da bi jaz vzel s seboj? No, tole je pa Lukijev nahrbtnik za hitro preživetje. Kuhalnik za vodo. Jest bo treba, zato pravim ramen. Instant rezanci, rabite samo toplo vodo, 1, 2, 3 pripravljeni, nikoli se ne pokvarijo. WC papir. Kukor ga lahko stlačite notoriza, kukor ga date vse žepe, WC papir, nikoli ga ne bo premal. WC papir. Moker WC papir ali mokri robčki. V zakloniščih ponavadi ni tušov. Tako da mokri robčki, če se ste hoteli kaj ubrisati, in če se umivamo, potrebujemo seveda tudi kakšen dezodorant. Zdaj pa rabimo še nekaj, da se nam ne zmeša. In seveda kakšna dobra knjiga. In pa še, saj smo v 21. stoletju, računalnik. In na mojem so vse sezone Sulejmana Veličastnega. Zdaj boste rekli, Luki, kaj pa če zmanjka elektrike? Če zmanjka elektrike, jo bomo pa naredili. Več energije, več moči. T6 nima za burek proti meni. Stalaktiti, wow. Stalagniti, še bolj wow. Čeprav meni ta bolj zgleda kot titi. Kakšna je pa oprema v zaklonišču? Preverimo. Razni kanistri za hranjenje hrane, vode ali česar drugega. To so pa rezervoarji za vodo. Zdajle so prazni. Umivalniki. Na veliko potrebo pa kar v tele plastične kahlice, kot takrat, ko smo bili otroci. No, prej damo pa še eno vrečo noter, seveda. Potem pa tjale. Najde se pa tudi kakšen star električni kuhalnik. Za rezance. To so pa postelje v zaklonišču, pa da ne boste mislili, da ste lahko kar cel dan na eni. 2 osebe na eno, rotacija. Ko lahko čakate na konec vojne. Ja, kako to mislite, ne dostavljate? A pa na opice? Spet rezanci. Skozi zgodovino so oblasti vedno opozarjale na to, kaj potrebujemo v zakloniščih. V preteklosti so to bile konzerve, kasneje jodove tablete, danes pa upamo, da bo brezžični internet deloval. Ali pa vsaj na kabel.
Če kdaj pride do konca sveta, vemo, kje se dobimo. Jaz imam rezance, vi pa prinesite vodo do bunkerja. Za ta teden z Juretom Godlerjem, korespondent Luki. Hvala za vašo pozornost in... Kaj pa to? Kaj pa to? Ne, se je že začel! A je Trump, a je Putin, ole! Jure! Jure, prihajam! Jure! Jure! Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.